Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim k poslušanju nežne in prisrčne pravljice o simpatični regici po imenu Julija, v katero se je naskrivaj zaljubil nekoliko plašen krastaček Romeo. In ko je Romeo le zbral pogum, da Julijo nagovori, se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Bo Romeo le uspelo najti način, da osvoji srce poskočne regice? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici iz zbirke Drobiški z naslovom Regica Julija. Blizu vrta je stara, nepremična in sanjava mlaka v svežini mladega trsja skrivala majhno poskakujočo osebico, ki je bilo ime Julija. Imela je okrogle oči, velik nasmeh in ljubko, nepremočljivo oblačilce jabolčno-zelene barve. Kot vse zelene regice je imela veliko sester in še več sestričen. Žal pa one niso bile prav nič podobne naši vedno dobrodušni, očarljivi in ljubeznivi žabici Juliji, ki niti komarju ne bi nikoli storila nič žalega. Bile so brezsrčne in podle. Čor v črt se še vedno dobro spominja povabila nasloviti ribolov, na katerem je na koncu končal kot vaba. Tisti dan so ga pošteno namočile, tako da je na koncu spil za krepko skodelo vode in si prisegel, da se tja nikoli več ne vrne. Sedaj pa prisluhnite trpljenju, ki so ga žabe zadale ubogemu Romeu, s katerim je bilo vendar vse tako, kot je treba, in so ga vsi v vrtu spoštovali. V tistem času je krastaček Romeo velikokrat hodil na sprehod ob bregove Mlake, da bi spet in spet videl Julijo. Od nekdaj jo je imel rad, ampak bil je tako plašen, da si jo je komaj upal nagovoriti. Raga, ali menite, da bomo imeli danes kaj dežja, gospodična Julija? Raga, žal ne, nebo je modro, je odgovorila. In brez oblakov, je pripomnil Romeo. Raga, kakšna škoda, je tiho zamrmrala Julija. Kakšna škoda, da je tako debel in grd, so vzklikale sestre, ki so jo do oči potunkane v vodo skrivaj opazovale. Oduren in zamaščen, so še bolj pretirano kritizirale sestrične, medtem ko so bedasto kvakale. Kva, kva, kva. Ubogega malega krastačka je to, da je tako grd in da ga vsi v Mlaki zasmehujejo, tako zelo potrlo, da je Julija zakričala. Pustite ga že pri miru. Prav imaš, pojdimo stran od te stare premočene vreče. Raga. So zlobne coprnice zakvakale v en glas. Ampak krastačka Romeja so še kar naprej tako zlobno zasmehovale, da je moral na koncu zbežati nazaj domov v vrt. Tam se je skril pod kamen in dolgo, dolgo jokal. Vse do tiste skrivnostne noči, ko je v daljavi zaslišal vesel zbor mokrih žabjih snubcev. Romeo, ki je še vedno mislil na Julijo, je tako stopil ven iz svojega skrivališča in se s težkimi skoki približal Mlaki. Raga, zdaj je pravi čas, da jo odpeljem, si je rekel in skočil na list lukvanja. Plašno je začel peti svojo romanco.
Ko se je malo opogumil in postal bolj gotov vase, je pel vedno glasneje in skočil na sredino mlake, da bi bil kar se da viden. A namesto pričakovanega uspeha je doživel veliko sramoto. Besni, od jeze zeleni snubci so ga porinili v blatno vodo. Pljusk. Medtem ko se je ubogi krastaček pogrezal v blato, so žabe rege s posmehujočimi glasovi prepevale. Raga, dežuje in namaka, zato nam žabam prija mlaka. Ne prija pa nam tale grda krota, ker je vse, kar naredi, ogromna zmota. Rešite ga, utaplja se, je zakričala prebledela Julija. Bah, to pa že ne. Poglej nas, kako smo urejeni. Prav gotovo ne bomo skakali noter v to blato, so dejali snubci. Nenadoma se je nesrečni krastaček znova pojavil na površju in z vsemi močmi pričel plavati, da bi dosegal breg. Še preden ga je Julija uspela rešiti, se je izvlekel iz vode na strm breg in na to strašno bolečino v srcu izginil v travi. Ko bi vsaj lahko kdaj naredil nekaj sijajnega, je neutolažljivo ječal Romeo. Nekaj, zaradi česar bi me lahko vsi imeli za junaka. V tistem trenutku je zagledal cev za zalivanje, ki se je preko trate zvijala kot kača brez glave. Ob tem ga je prešinila sijajna ideja. Tole je strašljiva preobleka, v kateri me nihče ne bo mogel prepoznati, si je rekel, medtem ko je lezel v ozko odprtino v cevi. Po bolečem zvijanju in tlačenju svojega okroglega telesa v cev, ki je pravkar postala njegovo novo oblačilo, se mu je počasi uspelo namestiti vanjo in se z glavo naprej odplaziti na sredino močvirja. To je med prebivalkami mlake takoj sprožilo grozo in preplah. Žabe, ki jih je v pogledu na ogromno strašansko kačo zajela velika panika, so se metale v vodo in skakale na vse strani. Romeo je to veliko zmedo izkoristil za to, da se je pritihotapil do vrta in se tam, na varnem pred pogledi, znebil cevi. Nato se je vrnil na breg mlake, ponosno prepevajoč. Raga, jaz sem tisti najmočnejši, jaz sem tisti najkrepejši. Spoznajte najbolj spretnega lovilca kač in snubca. Pridi z mano, Julija, postani moja ljubca. Polglasno si je kar naprej prepeval to malo pesmico, ko se je iz svojega skrivališča pred njim nenadoma pojavila Julija in mu skočila v naročje. Romeo, to je neverjetno, rešeni smo, raga! Brez oklevanja je na ves glas klicala svojim sestram. Romeo je pokončal kačo! Romeo je pokončal kačo! Adijo, glava! Vesela novica se je hitro razširila po celi mlaki. Kmalu se je poskakujoča množica radostno prerivala okoli njiju. Medtem ko so snubci tekmovali, kdo bo prej čestital krastačku, so sestre in sestrične objemale Julijo, ki je v množici veselih vzklikov zaljubljeno ponavljala. Moram vam povedati, da ga obožujem, res ga obožujem. Bravo, hura, jupi, so v en glas vpile žabe rege. Poročimo ju, so vzklikale in neto hitele pripravljati svatbo. Celo kačji pastir Dragomir je sprejel povabilo in priletel naokoli med žabe, enkrat pa že ne more biti nič hudega. Videti je bilo celo črva črta, ki se je pogumno postavil po konci in zvijajoče migal od veselja.
Bravo, Romeo. Tvoja vztrajnost res ne pozna meja. In tako ti je uspelo najti pot do Julijinega srca in verjamem, da še danes srečno živita v sanjavi mlaki. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam iz zbirke Drobiški, kot so Uš Uli, Kobilica Milica ali Polh Urh. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživajte čarobne dni polne domišljije. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Regice Julije in krastačka Romea. Čau, čau! Ja, si jih pa kar ukanil. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno izpolnjujem želje zvestih poslušalcev pravljic. Namreč mamica Matica in Zale mi je na elektronski naslov moj knjižni koticek afna@gmail.com poslala prijetno sporočilo z željo, da preberem eno izmed njunih najljubših pravljic. Sicer ste današnjo pravljico najbrž že slišali, saj je že prebral Lovro, tokrat pa jo bom prebrala še sama. Saj je, kot sem že rekla, ta slovenska pravljica ena izmed najljubših pravljic Matica in Zale. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki jo je napisala Saša Vegri z naslovom Jure kvak kvak. V velikem bloku na Tržaški cesti stanuje Jure, deček, ki je spomladi praznoval svoj 5. rojstni dan in navadno nosi kavbojke brez naramnic. Najrajši imate Jureta očka in mamica, a še malo bolj teta Otilija. Teta Otilija nikoli ne vleče Jureta za ušesa, čeprav so zelo velika. Kadar Jure recimo dela dež iz koruznega zdroba ali z lokom strelja po dnevni sobi, teta Otilija zamiži in zapre kuhinjska vrata, da ga ne bi gledala. In tako je z Juretom vse v najlepšem redu. Nekega dne pa se mu je vseeno primerilo nekaj, za kar človek ne bi moral reči, da je bilo v najlepšem redu. Nekaj nenavadnega, zaradi česar bi mu lahko rekli tudi Jure kvak kvak. Takole je bilo. Kot po navadi je bil Jure ta dan pri kosilu založen. Vsako žlico zelenjavne juhe je pridno zalival z vodo. Ko je imel še poln krožnik juhe in prazen kozarec, je prosil teto Otilijo, naj mu da še malo vode. Teta Otilija, ki ni mogla Juretu ničesar odreči, mu je napolnila kozarec do polovice in rekla bolj sebi kot njemu: "Saj boš postal še žaba, če se boš takole nalival z vodo." A Jure je počasi srebal juho, za vsak korenčkov kolobar je napravil še majhen požirek vode, stenska ura pa je tekla tik, tak, tik. Počasi so postala Juretova ušesa zmerom bolj zelena. Potem se je zelena barva razlezla še na obraz. In naenkrat so počile kavbojke in iz njih se je prikazal napet zelen trebušček. "Kaj delaš, Jure?" je mehko vprašala teta Otilija. "Kaj delaš?" je ponovila, ker se je zdelo, da je otrokom treba reči dvakrat eno in isto reč. A Jure je rekel samo "Kvak". Skočil je na mizo, da je cmoknilo cop cop in postal ravno tisti trenutek prava zelena žaba. Uboga teta Otilija se je zelo prestrašila. Rekla je: "Ježešna, ježešna." In spet: "Ježešna." A nič ni pomagalo. Jure je postal žaba in pika. Skakal je po kuhinji,
in kvakal in regal. Vsa zmedena je teta Otilija premišljevala, kaj naj stori. Spomnila se je pravljic, ki jih je nekoč brala. V njih je pisalo, kako so se zakleti kraljeviči spreminjali v žabe. Bila je prepričana, da se je z Juretom zgodilo nekaj podobnega kot v tistih pravljicah o kraljevičih in kraljičnah. Medtem je Jure začarani skočil v pomivalno korito in prepeval znani napev. Raga kvak, raga, raga kvak. Toda teta Otilija se je v vsej zmedenosti le domislila rešitve. Postati mora dobrosrčna pastirica, ki bo rešila začaranega Jureta. Stopila je k pomivalnemu koritu in od vse prijazno rekla. Vem, da nisi navadna žaba, Jure začarani. Vem, tako kot mi bije v prsih srce, da si zakleti kraljevič, zato povej, kako naj te rešim. Iz pomivalnega korita je zaregljalo. Raga kvak, raga kvak. Ne kuhaj več zelenjavne juhe, ki se mi ustavi v grlu in noče v želodec. Raga kvak. Teta Otilija je rekla vljudno. Vse bom storila, kar mi ukažeš, Jure začarani, samo postani spet Jure. In iz pomivalnega korita je spet zakvakalo. Raga, prej ne bom mogel postati to, kar si želi tvoje dobro srce, dokler ne storijo 3 dobrih dejanj tvoje roke. Raga kvak. Katera so ta dobra dejanja, lepo prosim povej, da jih hitro storim, sicer bo prej 1-2, ko se vrnete iz službe očka in mama. Kaj bi me zadelo, nesrečnico? Prvo, raga kvak, vzami iz hladilnika smetano. Raga kvak. Že vem, je Jureta začaranega prehitela teta Otilija in hitro dodala. Kaj naj še storim? Kvak. Drugo, vzemi jagode in jih potresi s sladkorjem, je ukazal Jure začarani. Ampak seveda, takoj, samo ali boš potem spet Jure? Je dvomeče vprašala teta Otilija. Glas iz korita je postal še bolj rezek in vzvišen, ko je rekel: Raga kvak, ali ne znaš šteti do 3? Saj res, katero je tretje dobro delo? Hitro povej, se je mudilo teti Otiliji. Raga kvak, nesi me v lužo na dvorišče in me pusti tam, dokler ne opraviš prvih 2 dobrih del. Raga kvak. Ježešna, kako ne te pustim sredi luže? Umazal se boš in lahko dobiš še nahod. Zelo se je prestrašila teta Otilija. A iz pomivalnega korita je spet zaregljalo. Raga, nisi dovolj pogumna. Moral bom ostati to, kar sem, dokler se ne rodi pogumnejša in plemenitejša teta od tebe. Srce tete Otilije je čisto zares zatrepetalo. Brez besed je rahlo prijela Jureta začaranega, ga što po ramo odnesla na dvorišče in ga tam postavila v največjo lužo, kar jih je bilo. Potem je brž stekla v kuhinjo in stepla do pike vso smetano in potem tudi vso stresla na zvrhano skledo posladkanih jagod. Videti so bile kot zasnežena gora, če si jih gledal bolj oddaleč. Postavila je skledo na mizo in stekla po Jureta začaranega. Blatnega in popackanega do velikih ušes je spotoma v kopalnici umila, potem pa ga zmagoslavno posadila na stol k zvrhani skledi. Slišati je bilo samo kvak in že je Jure, zdaj nič več začarani, sedel in poželjivo goltal sladico. Teta Otilija mu je srečnega obraza prigovarjala. Lejej, Jure, lejej, kolikor ti tekne. In verjemite, da mu je zelo teknilo. Simpatična pravljica, kaj ne? Ja, pravljica, v kateri je vse mogoče. A vendar se je dobro držati načel uravnotežene ter raznolike prehrane, tako da naše telo dobi vsa potrebna hranila. Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček ter prisluhnete še pravljici Novice z vlaka Trebušaka, v kateri boste spoznali, kaj se dogaja v naših trebuščkih, ko pojemo hrano.
Zelo poučna pravljica. Prijazen pozdravček Matico in Zali ter seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic. Lepo se imejte. Čau, čau. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim, da prisluhnete pravljici, ki govori o zasanjenem žabcu, ki se je počutil zelo nenavadno. Enkrat ga je zeblo, drugič mu je bilo vroče. Ni vedel, ali bi se jokal ali smejal hkrati. In njegovo srce je včasih razbijalo kot še nikoli poprej. Žabcu so se res dogajale nenavadne reči. Da ni morda zbolel? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Zaljubljeni žabec. Žabec je posedal na bregu reke. Tako nenavadno se je počutil. Pravzaprav ni vedel, ali je žalosten ali vesel. Ves teden je zasanjal in taval naokrog. Le kaj mu je? Pa je srečal pujsija. Pozdravljen, žabec, ga je ta veselo ogovoril. Ja, kaj pa je s tabo? Ne vem, mu je odgovoril žabec. Kaj jokal in smejal bi se obenem. In tu notri mi nekaj razbija, bum, bum. Morda si se prehladil, je menil pujsi. Posteljo bi moral. Zaskrbljen je žabec odšel naprej. Pot ga je pripeljala do zajčevega doma. Zajec, ne počutim se dobro, mu je potožil. Stopi in sedi, ga je ta prijazno povabil. Zdaj pa mi povej, kaj te teži. Enkrat mi je vroče, enkrat me zebe, je potarnal žabec. Tu notri pa mi nekaj razbija, bum, bum, in pokazal je na prsi. Zajec se je globoko zamislil kot pravi zdravnik. Že vem, je poskočil. To je tvoje srce. Tudi meni tako bije. Toda moje včasih bije hitreje, se ni dal žabec. Bum, 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 bum. Bum, bum, razbija. Zajec je vzel s police debelo knjigo in pričel listati po njej. Aha, je vzkliknil. Poslušaj. Srčni utrip, pospešen, izmenoma vroče in hladno, to pomeni, da si zaljubljen. Zaljubljen, je bil presenečen žabec. Joj, zaljubljen sem. In bil je tako vesel, da se je pognal naravnost skozi vrata in skočil visoko v zrak. Kako se je pujsi prestrašil, ko je žabec nenadoma priletel izpod neba. Hoho, videti si bolje, je dahnil pujsi, potem ko si je malo opomogel. Seveda, odlično se počutim, je odvrnil žabec. Zaljubljen sem. O,
to so pa dobre novice. In v koga si se zaljubil? Je bil radoveden Pujsi. Žabcu ni bilo treba dolgo razmišljati. Že vem, je vzkliknil. Zaljubljen sem prijazno, ljubko belo račko. To je nemogoče, ga je zavrnil Pujsi. Žaba ne more biti zaljubljena v raco. Ti si zelen, ona pa je bela. Toda žabec se ni pustil zmesti. Pisati žabec ni znal, znal pa je čudovito risati. Doma je z rdečo in modro narisal prelepo risbo in dodal še veliko zelene, svoje najljubše barve. Zvečer, ko se je stemnilo, je risbo potisnil pod račkina vrata. Od vznemirjenja mu je srce močno razbijalo. Račko je risba prijetno presenetila. Le kdo mi je poslal to čudovito risbo? Se je spraševala in obesila jo je na zid. Naslednjega dne je žabec nabral prelep šopek cvetja. Hotel ga je nesti rački. Ko pa je prišel do njenih vrat, mu je bilo tako nerodno, da si ni upal vstopiti. Šopek je položil na prag in stekel stran, kar so ga nesle noge. Tako je šlo dan za dnem. Žabec preprosto ni zbral dovolj poguma, da bi rački povedal, kako rad jo ima. Račka je bila zelo vesela vseh čudovitih daril. Toda le kdo jih pošilja? Ubogi žabec. Niti jesti, niti spati ni več mogel. In iz tedna v teden je bilo huje. Kako naj pokaže rački, da jo ljubi? Storiti moram nekaj, česar ne zmore nihče drug, je sklenil. Potovči moram svetovni rekord skokov v višino. Ljuba račka bo zelo presenečena in tudi ona bo ljubila mene. Žabec je takoj pričel skakati. Vadil je od jutra do noči. Vedno više in više je skakal vse do oblakov. Nobena žaba ni še nikoli skočila tako visoko. Le kaj je žabcu? Se je zaskrbljeno spraševala račka. Takole skakanje je vendar nevarno. Lahko se mu kaj zgodi. In imela je prav. Petek popoldne 13. se je zgodilo. Žabec je ravno skočil najvišje v vsej žabi zgodovini, vendar je izgubil ravnotežje in grdo padel. Račka, ki je prav takrat slučajno šla tam mimo, mu je pohitela na pomoč. Žabec se je komaj pobral. Račka ga je previdno podprla in odvedla s sabo domov. Nežno in ljubeče je skrbela zanj. O, žabec, saj bi se vendar lahko ubil, ga je zaskrbljeno pokarala. Moraš bolj paziti nase, tako rada te imam. In žabec je nazadnje le zbral pogum. Tudi jaz te imam rad, draga račka, je zajecljal. Srce mu je razbijalo kot še nikoli poprej in obraz je močno pozelenel. In od takrat sta se vdano ljubila, žaba in raca, zeleno in belo. Ljubezen ne pozna meja. Ja, pa še res je. Prav ljubka, srčna zgodba. In kako grljivo je bilo slišati, da je žabec naposled le zbral moč v svojem srcu in se opogumil povedati, kar je že dolgo čutil.
In kako lepo, da se je njegova iskrenost srečala z enakimi čustvi prijazne račke. Ljubezen res ne pozna meja. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni ljubezensko obarvani pravljici z naslovom Ko se kokoška zaljubi v petelina. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, da prava moč prihaja iz srca. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi zaljubljenega žabca in njegove račke. Čau, čau. Bravo. Verjamem, da še danes srečno živita. Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali žabico po imenu Rozi, ki pa ni znala plavati. In ne boste verjeli, katera žival je prijazno priskočila na pomoč ter jo naučila plavati. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice Iris Golob, z naslovom Žabica Rozi. V bližini gozda pod mogočno vrbo je živela žabica Rozi. Njen dom je bil ob robu mlake, ki je bila ravno prav velika in ravno prav globoka, da se je žabica ob njej dobro počutila. Zvečer, ko se je sonce počasi poslavljalo, ko je le še tu in tam obsvetilo kakšen del gozda, se je žabica Rozi odpravljala k počitku. Raga. O, kako lep dan je bil danes, je zadovoljno zavzdihnila. Stisnila se je v luknjico pod korenino, ki je bila tako zavita, da je Rozi v njenem objemu vsak večer mirno zaspala. Raga, komaj čakam nov dan. Zagotovo bom spoznala kakšnega novega prijatelja. Je še pomislila Rozi, na široko zazehala, se stisnila v majhno kepico in zaspala. Rozi je bila majhna, skoraj neopazna žabica, pa vendar so vse živali vedele, kje živi. K njej so prihajale, kadar so potrebovale kak nasvet, kadar so želele potožiti, kaj se jim je zgodilo, ali pa so prišle kar tako na klepet. Vedno je se jim dobro prisluhnila, razmislila, svetovala ali pa samo tiho poslušala njihove zgodbe. Vsi so se dobro počutili v njeni družbi, pa tudi ona je bila vesela vseh svojih obiskovalcev. Celo štorkljam iz bližnjega gnezda je prisluhnila, saj je vedela, da prihajajo z dobrimi nameni. To, da je pomagala drugim, je polnilo tudi njeno drobno srce. Rozi je tisto noč, stisnjena kot kepica, mirno spala. Na nebu pa so se začeli zbirati oblaki. Najprej majhni, sivi, potem pa vse večji, temnejši in težji. Prinesli so veliko vode in ravno nad mlako so postali pretežki. Zapihal je veter, oblaki so se pričeli trgati in iz njih so pričele v mlako kapljati drobne kapljice. Kapljica za kapljico. Potem pa je nebo zažarelo, strašno je zagrmelo in z neba se je vsulo nešteto kapelj. Blisk, grom in težke dežne kaplje so prebudile žabico Rozi. Kar streslo jo je in srce je začelo divje utripati. 1, 2, 3 skoki so bili dovolj,
da je iz svojega zavetja v mlaki priskakljala na plano. Raga, pa ne že spet. Je prestrašena na široko odprla oči. Saj vem, da zveni čudno, ampak teh nenadnih poletnih neviht Rozi ni imela rada. Bila je sama, bila je tema, voda v mlaki je naraščala, dež pa kar ni in ni ponehal. Mlaka je zalila njen dom in odnašala vse, kar je Rozi imela. Ker so dežne kaplje zalivali njen obraz, sploh ni čutila solzic, ki so ji polzele po ličkih. Rozi je srce utripalo kot ponorelo. Strah jo je bilo, zdaj bi ona potrebovala koga ob sebi. Močno je zamižala. Raga, naj že neha ta dež. Ko bi le zdaj prišel kdo od mojih prijateljev, samo da ne bom več sama. Pa tudi plavati se bom naučila, obljubim. Zamižala je še močneje, potem pa na ves glas zakričala. Ja, obljubim, plavati se bom naučila. Njen odmev je bilo slišati po vsem gozdu. Previdno je odprla oči, najprej desno in potem še levo in nazadnje obe skupaj. 3krat je pomežiknila in še enkrat dobro pogledala. 2 veliki tanki nogi sta stali pred njo. Dvignila je pogled višje in še višje in ugotovila, da ni več sama. Ej, Rozi, jaz te bom naučila plavati, je mirno rekla štorklja in široko razprla krila, da dežne kaplje niso več močile žabice. Zdaj pa hitro k meni v gnezdo. Mislim, da naj jo jutri čaka naporen dan, je še rekla, nežno prijela žabico za kožno gubo na hrbtu in jo odnesla v gnezdo. Rozi pa nič. Samo sramežljivo se je nasmehnila in potiho zahvalila, samo da ni več sama. V gnezdu se je stisnila k štorkli in obema je prijala bližina druge. Zaspali sta in sanjali vsaka svoje sanje. In veste, kaj je bilo naslednji dan? Štorklja je držala obljubo. Do kolen je stala v mlaki in spodbujala Rozi pri učenju plavanja. Prav previdno jo je prijela in dvignila vsakič, ko je Rozi zaplavala pregloboko. Smejali sta se tako na glas, da so jo slišale tudi druge živali. Novica, da štorklja uči plavati žabico, se je hitro razširila po gozdu. Živali so se zbrale ob mlaki in spodbujale Rozi, ki je bila z vsakim zamahom spretnejša in pogumnejša. Kako lepo je imeti prijatelje, ki so ob tebi takrat, ko jih potrebuješ, si je mislila Rozi. Ponosna in nasmejana se je kmalu tudi v mlaki počutila kot doma. Čudno prijateljstvo boste rekli, štorklja in žabica. Ja, zakaj pa ne? Bravo, štorklja in žabica. Pravo prijateljstvo, ki ne pozna meja. Si predstavljate, kako srečna je bila žabica, ko so ji prijatelji priskočili na pomoč. Prav nalezljiva je ta sreča. In verjamem, da živali v Ribniku še danes prijateljujejo ter se veselijo. Otroci, mojim knjižnem kotičkom pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Deklica in kit. Namreč tudi med deklico in kitom se je spletla čudovita prijateljska vez. Lepo se imejte, uživajte v družbi svojih prijateljev in se kmalu spet slišimo. Sedaj vam pa pošiljam en žabji. Čau, čau. Bravo, Rozi. Dobro se z dobrim vrača.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo Disneyjevo pravljično željo poklanjam Lili, zvesti poslušalki pravljic. Najlepša hvala, Lili. V tokratni čudoviti zgodbi bomo spoznali moč poguma, vztrajnosti ter ljubezni. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Lili z naslovom Princesa in žabec. Tiana in Charlotte sta bili najboljši prijateljici. Živeli sta v prijetni soseski New Orleansa in se pogosto obiskovali. Nekega dne jima je Tianina mama Eudora, ki je bila najboljša šivilja v mestu, brala zgodbico o princu, ki se je spremenil v žabo. Nikoli, ampak res nikoli v vsem svojem življenju ne bi poljubila žabe, je vztrajala Tiana. Charlotte pa je vzkliknila: Jaz pa bi poljubila 100 žab, če bi to pomenilo, da bi se lahko poročila s princem in postala princesa. Tistega večera je Tiana svojemu očetu pomagala pri kuhi gumba, goste zelenjavne juhe z mesom in morskimi sadeži. Tako kot njen oče je tudi Tiana rada kuhala. Draga hčerkica, tale gumbo je najokusnejši, kar sem jih kdajkoli poskusil, je Tiani rekel očka, ponosen na jed, ki sta jo skuhala skupaj s hčerko. Na pojedino je povabil vse sosede. Nočni zrak so napolnili zvoki rožljanja žlic, klepeta in smeha. Zapomni si, Tiana, je rekel oče. Hrana združuje ljudi. Ogreje jim srca in jim prikliče nasmeh na obraz. Ko se je mala Tiana odpravljala spat, je skozi okno videla, kako se je utrnila zvezda. Zaželela si je, da bi nekega dne skupaj z očkom odprla restavracijo v starem mlinu. Z očkom sta pogosto skupaj sanjarila o tem. Leta so minevala in Tiana je odrasla v mladenko. Očka je v teh letih umrl, a Tiana ni nikoli nehala upati, da bo nekega dne odprla restavracijo. Želela si je, da bi se v njeni restavraciji gostje počutili tako lepo, kot se je nekoč ona, ko sta z očkom skupaj kuhala za prijatelje in družino. Tiana je delala kot natakarica v bistroju in varčevala je prav vsak prislužen cent. Predobro se je zavedala, da bo morala pošteno delati, če bo hotela uresničiti svoje sanje. Nekega dne pa je v New Orleans prišel princ Maldonije Navin. V mestu je vladalo razburjenje in še posebej dame so ga pričakovale z velikim navdušenjem. Množice ljudi so se zbrale ob rečnem bregu, da bi princu izrekle dobrodošlico. Pričakovali so resnega in vzvišenega gospodiča, vendar se je izkazalo, da je princ Navin izredno sproščen mladenič, ki je oboževal jazz glasbo in se je takoj vživel v ritem New Orleansa. V mestu je ravno potekalo praznovanje Mardi Gras. Bil je zadnji dan karnevala. Lawrence, prinčev sluga, ki ni bil več prav mlad, se je spotikal za princem, noseč njegovo prtljago. Medtem je Georgia, Tianina prijateljica, opazovala Tiano, kako je stregla v bistroju in se trudila za vsakega gosta posebej, da se je počutil res dobro. Zvečer gremo vsi plesat. Se nam boš pridružila? Jo je povabila Georgia. Danes delam dvojno izmeno, je pričela razlagati Tiana. Ja, saj vem, ker moraš varčevati za svojo restavracijo, je Tianin stavek končala Georgia z vzdihom. Saj ne počneš več nič drugega, cele dneve samo garaš, je še dodala. O, Tia, je Charlotte zaklicala, ko sta z očetom
bogatim gospodom LaBouffom, prišla na zajtrk v bistro. Si slišala? Princ Navin iz Maldonije je prispel v New Orleans in atek ga je povabil na naš ples v maskah danes večer. Hitro je še dodala. Do večera bom potrebovala 500 tvojih buhteljčkov, saj veš, tistih, ki se jim ne da upreti. Charlotte je na zabavi želela postreči najslajše buhtlje v mestu in nihče ni znal speči slajših kot Tiana. Napočil je čas, ko je Tiana končno privarčevala dovolj denarja, da je lahko dala ponudbo za opuščen star mlin. Srečala se je z lastnikoma, bratoma Fenner, in v spremstvu svoje mame podpisala z njima pogodbo. Mlin bo kmalu v njeni lasti in končno si bo lahko uredila svojo restavracijo. Moram poskrbeti za to, da očkovo delo ne bo zaman, je Tiana zaupala mami, ko sta se sprehodili po starem in neurejenem mlinu. Imela je velike načrte za svojo restavracijo. Skoraj jo je lahko že videla pred sabo, a mama Eudora je vedela, da bo potrebno še veliko dela, saj je bil mlin v zelo slabem stanju. Veš, Tiana, očka morda res ni dočakal, da bi imel svojo restavracijo, a vedeti moraš, da je bil kljub temu srečen, saj je imel v življenju veliko ljudi, ki so ga imeli zelo radi, in on nas. In to je vse, kar ti resnično želim. Ljubezen. Medtem se je v francoski četrti New Orleansa princ Navin še zmeraj zabaval na veselem karnevalu. Ni se zavedal, da nanj preži zlobni doktor Facilier. Morala bi že biti na plesu LaBouffovih, je princa priganjal Lawrence. Naj vas opomnim, da vam preostaneta le 2 možnosti. Lahko se poslovite od svoje svobode in se poročite z bogato damo, ali pa si poiščete službo. Navin se je za hip zamislil. Služba mu resnično ni dišala. In prav takrat se je iz sence pojavil doktor Facilier ter galantno pozdravil princa in njegovega slugo. Predstavil se je kot velik čarovnik, ki mu bo izpolnil vse želje. Še preden sta se dobro zavedla, sta se Navin in Lawrence našla v brlogu hudobnega doktorja. Ne da bi vedela, kaj se je zgodilo, sta se z njim rokovala, da bi zapečatila kupčijo. Takoj so se v sobi začele dogajati čudne reči. Facilier jo je uročil. V rezidenci LaBouffovih je bil ples v maskah že v polnem teku. A nič ni kazalo na to, da bo princ res prišel. To ni pravično, nikoli se mi ne uresniči nobena želja, se je razvajena Charlotte pritoževala Tiani. Pogledala je v nebo in rotila zvezdo večernico. Prosim, prosim, prosim. Na Tianino začudenje je v tistem hipu v dvorano res veličastno vstopil princ Navin. Charlotte se je izpolnila želja in kot bi trenil, se je že vrtela s princem po plesišču. Ravno ko se je Tiana vrnila v kuhinjo, da bi nadaljevala s peko buhtljev, sta vstopila brata Fenner in ji naznanila, da sta se odločila mlin prodati nekomu drugemu, ki je bil pripravljen plačati zanj večjo vsoto denarja. Seveda ga Tiana še zmeraj lahko kupi, vendar bo zanj morala odšteti več, kot je ponudil novi kupec. Kar seveda ni bilo mogoče. Na smrt žalostna se je Tiana v joku vrgla na mizo, na kateri je pripravljala pecivo in si popackala obleko. Tako žalostno je našla prijateljica Charlotte, ki je začela tolažiti, ter je, da bi jo razvedrila, ponudila eno izmed svojih prelepih oblek. Tako lepo oblečena je Tiana stopila na balkon in se zazrla v nebo. S pogledom je iskala zvezdo večernico in ko jo je zagledala, je zaprla oči in k zvezdi poslala svojo vročo željo, da bi ji kljub vsemu le uspelo odpreti restavracijo v starem mlinu. Ko je odprla oči, je pred seboj zagledala
žabo. Najbrž bi rada, da te poljubim, kaj? Se je pošalila Tiana. Spomnila se je namreč pravljice, ki mu je Charlotte, ko sta bili še majhni deklici, brala Eudora. Bilo bi lepo, ja? Je odgovorila žaba. Žaba, ki govori? Tiana je zavreščala od presenečenja in stekla v Charlottino sobo. V sluzasto dvoživko je zmetala vse manjše stvari, ki so ji med begom prišle pod roke. Prosim, dovoli, da se ti predstavim, je rekel žabec. Sem princ Navin iz Maldonije. Tiana je bila popolnoma zmedena. Oprosti, ampak če si ti princ, kdo potem na plesišču pleše valček z loti? Žabec pa ni odnehal. Vztrajno je zatrjeval, da se bo spremenil nazaj v princa, če ga Tiana poljubi. Seveda, gospodična, ti pripada bogata nagrada, če mi le narediš to uslugo, jo je proseče prepričeval žabec. Tiana je bila silno dobrega srca in žabec se je zasmilil. Poleg tega si je resnično želela odpreti restavracijo v starem mlinu in morda je bila to njena priložnost. Kljub temu, da je zmeraj trdila, da ne bi nikoli poljubila žabe, in čeprav se je sluzasto bitje kar precej upiralo, se je nagnila k njemu, zaprla oči in ga poljubila. Puf! Ojoj! Je kriknila Tiana. Tudi ona se je spremenila v žabo. S princem žabo sta vsa iz sebe poskakovala po sobi in nato šinila skozi okno ter pristala na plesišču. Daj ju, ulovi žabi, je oče Labuf ukazal Charlottinemu psu. Navin je zgrabil nekaj balonov in se trdno oprijel Tiane. Greva v nebo, je vzkliknil in baloni so jo ponesli v zrak. V prostoru za goste pri Labufovih je lažni princ priznal zlobnemu doktor Facilierju, da mu je žabec pobegnil. Zlobnemu doktorju to ni bilo prav nič všeč. Svojo čarovno močjo je bil princa spremenil v žabo, slugo Lawrencea pa v princa Navina. Vendar je žabca potreboval, saj je z njegovo pomočjo vsake toliko časa ponovno napolnil moč v talismanu, ki ga je Lawrence imel obešenega okoli vratu, da je lahko obdržal prinčevo podobo. Zlobni doktor je namreč imel načrt. Hotel je doseči, da bi se Charlotte poročila z Lawrencem, misleč, da se je poročila s princem Navinom, potem pa bi si slugo razdelila vso njeno bogastvo. Medtem sta Tiana in Navin pristala v močvirju, ki je obkrožalo mesto New Orleans. Navin nikakor ni mogel razumeti, kako je mogoče, da ga Tianin poljub ni spremenil nazaj v princa, dokler mu Tiana ni razložila, da je razlog verjetno v tem, da ni bila princesa. Obleko in tiaro si je le izposodila od svoje prijateljice Charlotte. V tistem hipu se je kot strela z jasnega pred njima pojavila skupina krvoločnih aligatorjev. Tiani je zadnji hip uspelo pobegniti in se skriti v votlo drevesno deblo. Pomagaj mi, in ko se poročim Charlotte, ti kupim restavracijo, je Navin obljubil Tiani. Tiana mu je podala konec močvirske liane in Navin je po njej urno splezal na varno. V svojem brlogu je zlobni doktor že mrmral čarobne besede, s katerimi je iz mask, ki so bile obešene po stenah, izvabljal zle duhove. Prosil jih je, naj mu pomagajo najti izgubljenega princa, začaranega v žabo. Naenkrat je pred njim stala cela vojska jeznih zlih duhov, pripravljenih na ukaz. Preiščite vsak kotiček, jim je ukazal. Tiani in Navinu je uspelo sestaviti preprost splav in z njim sta odplula po reki. Nenadoma se je iz vode pred njima pojavil ogromen aligator in plul ob njunem čolniču. Žabi sta utrpnili od strahu. Toda ogromna zverina je bila v resnici prijazna. Žabama se je predstavil
in jima povedal, da mu je ime Louis. Louis je igral trobento in z Navinom sta takoj našla skupno temo pogovora – New Orleanski jazz. Ob Louisu sta se žabi kmalu sprostili in Navin je pričel poplesavati z Jato metuljev. Vendar pa je Tiana Jato odgnala in opomnila princa, da se mora čim prej poročiti s Charlotte. Nato je Louisu razložila, kaj se jima je zgodilo. Louis je želel pomagati svojima novima prijateljima, zato se je domislil in jima predlagal, da poiščeta mamo Odi. To je bila modra starka iz močvirja, ki je znala čarati. Uročeni Lawrence je medtem vneto dvoril Charlotte, ko je nenadoma opazil, da talisman okoli njegovega vratu izgublja moč. Vse manj je bil podoben lepemu princu. Kar naenkrat so se mu vrnila njegova štrleča ušesa, dobil je širši hrbet in že mu je ven lezel njegov ogromni nos. Hitel je zasnubiti Charlotte, preden se bi urok izničil in se bi spremenil nazaj v Lawrencea. Charlotte je bila preveč razburjena, da bi opazila spremembe, in ko jo je princ zaprosil za roko, je takoj privolila in vzkliknila: Seveda, prav rada se bom poročila s teboj. Tiana in Navin sta medtem še vedno izgubljena blodila po močvirju. Na poti sta srečala kresnico. Prijazno bitje se jima je predstavilo. Ime mu je bilo Ray. Ko je Ray slišal njuno zgodbo in izvedel, da sta na poti k mami Odi, jima je ponudil, da jo pospremi. Predirljivo je zažvižgal in priletel je cel roj kresnic. Bila je to Rayjeva družina in skupaj jima bodo svetili v temi ter jo pospremili na cilj. Tedaj pa švist! Na Navina je padla velika mreža. Vanjo ga je ujel lovec in ga stlačil v kletko. Ko je Louis zagledal lovce, je od strahu skočil v trnovo grmovje. Ray pa se je odločil, da žabcu pomaga. Če draži žužka, te čaka buška, je zakričal in se pogumno pognal enemu od lovcev naravnost nosnico. Tudi Tiana je zavreščala in spretno odprla kletko, da je Navin lahko pobegnil iz nje. Takih žab še nisem videl, se je čudil eden izmed lovcev. Brihtni sta. Govoriva tudi, je navrgla Tiana. To je bilo za lovce preprosto preveč. Tako so se prestrašili govoreče žabe, da so pobegnili in zraven tulili od strahu. Tiana in Navin sta se do solz nasmejala. Odskakljala sta v visoko travo, vesela, da sta skupaj in si lahko pomagata. Ray je pomagal Louisu, ki je bil poln trnja. Tiana se je odločila, da bo nekaj skuhala. Vsa pustolovščina jih je pošteno zlakotila. Navinu je naročila, naj opere gobe, ki so jih nabrali, vendar Navin ni vedel, kako. Še nikoli v življenju nisem prav gob, je priznal. Tiana je Navina rade volje poučila in kaj kmalu sta skupaj kuhala ter se ob tem neskončno zabavala. Po večerji so se prijatelji zazrli v zvezdnato nebo. No, poglejte, tamle je najlepša kresnica na vsem svetu, je zasanjano rekel Ray. Tiana ga je začudeno gledala, potem pa se je zavedala, da je Ray zaljubljen v zvezdo večernico in ne v kresnico. Naenkrat pa so prijeten, miren večer zmotile temne sence, ki so se spustile nad močvirje. To so bile prikazni, ki jih je nanje poslal zlobni doktor. Zgrabile so Navina. Tiana je zakričala od strahu in se z vso močjo oklenila prijatelja, da ga ne bi odnesle. Oprijela sta se ga tudi Louis in mali Ray, a nič ni pomagalo. Prikazni so bile premočne. Tedaj pa zum! Iz teme se je zabliskala močna svetloba in prikazni so izpuhtele.
Bila je mama Odi, ki je prispela še ravno pravi čas, da je rešila Navina. Ni slabo za slepo ženičko, staro 197 let, se je pohvalila. Skupaj s prijateljico Kačo Juju sta vse povabili k sebi domov v star ribički čoln v gnezden v drevesu. Tiana je hotela razložiti, zakaj so iskali, a je mama Odi že vse vedela. Kot je vedela tudi, da jo bosta žabi prosili, naj ju spremeni nazaj v človeka. Mama Odi je, medtem ko je mešala gumbo, povprašala Tiano: ali že veste, kaj potrebujete? Rada bi se spremenila nazaj v človeka, je odgovorila Tiana. Želita biti spet človeka, a ne vidita, kaj zares potrebujeta? Je bila huda mama Odi, ki je spoznala, da jo čakajo še hude preizkušnje, preden se bosta dokopala do tega spoznanja. Pričarala je podobi Charlotte in njenega očeta. Oče LaBeouf bo proglašen za kralja pustne parade, njegova hči Charlotte pa bo tako postala princesa. Navin, če te princesa Charlotte poljubi še pred polnočjo, se bosta s Tiano pri priči spremenila nazaj v človeka, je razložila. Nič več niso smeli izgubljati časa. Opazili so rečno ladjo in stekli proti njej. Na ladji je vladalo karnevalsko vzdušje. Povzpeli so se na krov. Potniki na ladji, oblečeni v pustne maske, so mislili, da je Louis človek, nešimljen v aligatorja, in so ga nemudoma povabili, da se pridruži džezovskemu orkestru. Medtem je Navin priskakljal k resničku Reju, da bi mu zaupal skrivnost, ki se mu je nenadoma razkrila s pomočjo mame Odi. Zaljubil sem se v Tiano, se je k resničku zaupal žabec. Odločil se je, da bo naredil vse, kar bo v njegovi moči, da bo Tiani pomagal uresničiti njene sanje. Pa če tudi bo trajalo leta, je bil Navin trdno odločen, da bo Tiani pomagal priti do njene restauracije, ko se spet spremenita v človeka. To je bilo tisto, kar je imela mama Odi v mislih, ko ga je spraševala, kaj potrebuje. Navin se je ravno pripravljal, da bi Tiani izpovedal svojo ljubezen, ko se je v rečnem bregu v daljavi prikazal stari mlin. Poglej, tamle je vzkliknila Tiana. Ob pogledu na mlin je Navina nenadoma preblisknilo, da je reven in da ne bo mogel Tiani podariti tistega, kar si tako močno želi. Sploh pa ne do naslednjega dne, ko ga bosta brata prodala novemu kupcu. Skrušeno se je umaknil na drugo stran ladje. Tiana je ostala sama in spet je uprla svoj proseči pogled v zvezdo večernico. Morda ji bo končno pokazala pravo pot. Teda je začutila, kot da nekaj ni čisto prav, čeprav ni prav vedela, kaj. Pomislila je na Navina. Navin pa je bil spet v resnih težavah, saj so ga znova izsledile hudobne sence. Ravno takrat je Lawrence na LaBeoufovem posestvu zastokal. Pogubljeni smo. Pripravljala se je namreč velika svadba, a Lawrence ni bil več prav nič podoben lepemu princu, ampak je bil vedno bolj videti spet kot stari Lawrence. Naenkrat pa švist. Hudobne sence so privršale preden in s seboj prinesle ubogega Navina. O, poglej, poglej. Prišel je močno zaželjeni mladenič, si je imel roke Facilier. Kot bi mignil, je bil talisman ponovno napolnjen s čarobno močjo in Lawrence je spet dobil podobo lepega princa. Facilier je žabca Navina zaklenil v majhno skrinjico in z njim odhitel v svoj brlog. Medtem je na rečnem nabrežju Ray Tiani razkril Navinovo skrivnost. Navin se ne bo poročil s Charlotte. Zaljubljen je vate Tiana. Ko ga Charlotte poljubi in se bo spremenil nazaj v človeka,
se bo domislil popolnega načrta, kako naj ti kupi restauracijo. Tiani je zaigralo srce, saj je tudi sama čutila enako kot Navin. Ravno takrat so prispeli do glavne ulice, po kateri se je mimo valila parada. Sredi nje so zagledali ogromno poročno torto, na vrhu katere sta stala princ Navin in Charlotte. Povsem skrušena je Tiana stekla stran. Toda Ray je vedel, da se princ nikoli ne bi poročil z nobeno drugo. Poletel je v nebo in se trudil najti Navina. Našel je skrinjico, v kateri je bil zaklenjen, in z veliko truda mu je uspelo odpreti in ga osvoboditi. Ravno ko sta se Charlotte in njen lažni princ pripravljala, da izrečeta poročno zaobljubo, je žabec Navin skočil na Lawrenceovo ramo in mu iztrgal talisman, ki mu je visel okoli vratu. Lawrence, ki se je medtem spet spremenil nazaj v prinčevega slugo, se je zapodil za žabcem Navinom. Lawrence, kaj je vendar s tabo? Ga je Navin zbegano spraševal. Tedaj je s kotičkom očesa zagledal, da se jima približuje Facilier. Ni izgubljal časa, ampak je zalučal talisman Rayu, ki ga je spretno ujel in z njim urno odletel stran. Izgini mi izpred oči, je tedaj Facilier siknil ubogemu Lawrenceu in ga tako odrešil v roka. Tako je zbral temne sence in jih poslal na lov za Rayem. Ray je divje letal nad splavom in poskušal najti Louisa. Končno ga je zagledal med množico in skupaj sta pohitela iskat Tiano. A na lovu so bili tudi doktor Facilier in njegove temne sence. Kresniček je letel nad pokopališčem in ko je zagledal Tiano, je zalučal talisman. Na vso moč se je trudil, da bi se ubranil temnih senc svojo kresničjo lučko. A Facilier je zamahnil proti Rayu, ga zbil k tlom in ga pohodil, čeprav mu je Tiana zagrozila, da bo talisman vrgla ob tla, če ga ne bo izpustil. Hudobni doktor je vanjo puhnil oblak čarobnega prahu in z njim ustvaril privid. Tiana je zagledala samo sebe v svoji človeški podobi, kako stoji v svoji sanjski restauraciji. Če mi vrneš talisman, bo ta privid postal resničnost. To je vse, kar moraš storiti, je priliznjeno prigovarjal Facilier. Nikar ne pozabi na svojega ubogega očeta, je še potuhnjeno dodal. Takrat je Tiana res pomislila na svojega očeta. Moj očka je vedno vedel, kaj je najbolj pomembno v življenju. In to vem tudi jaz. Z vso silo je zalučala talisman ob tla, da se je razbil. V tistem hipu je bila Tiana spet žaba. Hkrati pa so temne sence in maske obkolile hudobnega doktorja Facilierja. Vse, kar je ostalo od njega, je bil črn klobuk, ki je ležal na tleh. Tiana se je zavedla, da mora takoj poiskati žabca Navina, preden bo prepozno. Našla ga je v pogovoru s Charlotte. Če te poljubim pred polnočjo, se bosta s Tiano spremenila nazaj v človeka? Je Charlotte začudeno spraševala Navina. In potem se boš poročil z mano in bova srečno živela vse do konca svojih dni. Navin je segel Charlotte v besedo in jo spomnil. A ne pozabi, v zameno moraš dati Tiani toliko denarja, kolikor ga potrebuje, da odkupi stari mlin. Ker veš, Tiana, ona je moja najsvetlejša zvezda. Stojta, je zaklicala Tiana. Navin jo je presenečeno pogledal. Moje sanje ne bodo zares izpolnjene, če to ne bo ob meni. Ko je Charlotte videla, kako zelo zaljubljena je njena najboljša prijateljica, se je obrnila k Navinu in rekla. Poljubila te bom, čeprav se ne boš poročil z mano. Vendar je prišel njen poljub prepozno, saj je ura že odbila polnoč
in Charlotte ni bila več karnevalska princesa. Tiana in Navin sta ostala žabi, a sta našla drug drugega in bila srečno zaljubljena. Z Louisom sta se vrnila na rečni breg, kjer so se zavedno poslovili od svojega prijatelja Reja, ki žal ni preživel boja z doktorjem. A zgodilo se je nekaj nenavadnega. Ko so dvignili pogled v nebo, so zraven zvezde večernice ugledali še eno svetlečo zvezdo, ki je do tedaj še nihče ni videl. Ray je imel ves čas prav. Prava ljubezen zmeraj zmaga. Že naslednje jutro sta se Tiana in Navin poročila. Ko pa je Navin poljubil svojo nevesto, se je zgodil čudež. Oba naenkrat sta spet dobila nazaj svoji človeški podobi. Ko si se poročila z mano, a si postala, se je posvetilo Navinu. Princesa, je Tiana končala prinčev stavek. Pravkar si poljubil princeso. Tiana in Navin sta svojo srečo želela deliti tudi s svojimi človeškimi prijatelji in družino, zato sta priredila še eno poroko, ki je bila prav tako čudovita kot prva. Končno je Tiana odprla tudi svojo restauracijo, Tianino palačo. Zahvaljujoč Louisu je v restavraciji zmeraj igrala poskočna glasba. Stregli so hrano, ki je bila najboljša daleč naokoli. V Tianini palači so bili vsi dobrodošli, beli in črni, bogati in revni. In vsi so se tam imeli res lepo. Končno je Tiana imela vse, o čemer je zmeraj sanjala. In s princem Navinom sta bila resnično srečna do konca svojih dni. Ja. Tiana in Navin sta skozi čarobno preizkušnjo spoznala, da prava sreča ne prihaja iz bogastva ali blišča, temveč iz iskrene ljubezni, predanosti in sanj. Vsekakor sta delo in trud pomembna, a brez ljubezni, prijateljstva in nekaj čarobnosti lahko srce ostane prazno. Lili, najlepša hvala za idejo o čudoviti Disneyjevi pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete številnim pravljicam s princi in princesami v glavnih vlogah. Lepo se imejte, verjemite vase in v svoje sanje. Prijeten pravljični pozdravček Lili, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo!